Bivša odgovorna urednica tretjega radijskega programa, imenovanega tudi Ars. Lahko nekaj več povemo. Koliko časa je bila zaposlena na radiju, oziroma na tretjem programu Radija Slovenije in kakšna je bila njena vloga, funkcija? Na tem položaju je ostala manj kot 1 leto. Zakaj je šla, gospa? Zaradi tega, ker ni uresničevala in izvrševala programsko-produkcijskega načrta za leto 2008. Ali če sem bolj konkreten, ker je ob tromesečnjo pridelala za radio relativno visoko izgubo, glede na to, da so bili pa že v lanskem letu najmanj 3-krat opozorjeni vsi odgovorni uredniki in vsi šefi upejo, kakor pravimo na radio, da je letošnje leto finančno izjemno zahtevno tudi zaradi prenove plačnega sistema in da bomo zelo pozorno spremljali uresničevanje finančnega dela, ker bi lahko to hišo spravilo v veliko stisko. In takrat sem tudi povedal, bom ponovil tako, kot sem bil malo direkten pa grob, vsak, ki bo ob tromesečni bistveno odstopal od finančnega plana, se pravi imel bistveno visoko izgubo, bo letel z položaja. Samo to se je zgodilo. Kako komentirate očitke gospe, ki jih je podala tudi na naši spletni strani, se pravi, vložila bo tudi tožbo na delovno sodišče? To je pač njena pravica, ne. To jaz ne morem komentirati. Bila je pa zamenjena z položaja po postopku, ki pač je predpisan po zakonu RTV in po statutu. S katerim delom njenega dela vi niste bili zadovoljni? Kaj je bilo tisto, zaradi česar točno je bila odstavljena oziroma je zapustila delovno mesto odgovorne urednice Arsa? Jaz se ne želim spuščati v nekatere zadeve, ki so se tako rekoč od njenega prihoda na to mesto vlekle, ker bo kdo rekel, da zdaj si pač izmišljam neke diskreditacije. Formalni razlogi so bili pa navedeni v zahtevi generalnemu direktorju za njeno zamenjavo. Po postopku in zagovoru pred generalnim direktorjem in pred komisijo je bil pač sklep tudi generalnega direktorja, da se jo zamenja. Generalni direktor me je že lani decembra večkrat opozarjal, da presega stroške, da to enostavno na tak način ne gre. Mi smo zakoniti varuhi tudi financ, tako rekoč davkoplačevalskega denarja v tej hiši, ali če hočete denarja od elektropriključka, kot se včasih reče. In s tem denarjem je treba, ki ga ni seveda tako veliko, da bi vsi bili zadovoljni v tej hiši, zelo umno gospodariti. Vsi v tej hiši, če bi šli vprašati, bi bili veseli, če bi imeli več denarja, najbolj pa verjetno jaz kot direktor, ki potem teh problemov ne bi imel. Zdaj pa vas vprašam kot direktorja Radija Slovenije, kakšna je funkcija, vloga tretjega programa Radija Slovenije, torej Arsa? Glejte, funkcija, vloga tretjega radijskega programa je točno to, kar počenja že več kot 15 let in čisto nič se ni spremenila, razen da se je program seveda posodabljal, tudi radiofonsko in tako naprej. To je njegova pomembna kulturna vloga v tem prostoru. S tem ni nobenega problema. In tudi s tem programom, kot se v javnosti govori, se nič ne dogaja. Ta program oddaja 24 ur na dan še naprej, kot je oddajal, ima vse tiste vsebine, ki jih pač potrebuje, verjetno bi kdo hotel še kaj več, če bi bilo več denarja, ki ga nimam jaz v svojem žepu in nisem tako žleh, da jim ga ne bi dal. In program normalno teče naprej. Tega programa nihče ne ukinja, ta program lahko ukine zakonodajalec po postopku v parlamentu, če želi. Mislim, da ga pa ni uvedel zato, da ga bo ukinjal. In nikoli nihče ni v tej hiši, niti izven hiše rekel, da bo ta program se ukinil ali karkoli. Govori se tudi, marsikaj se govori, da se skuša program komercializirati, po zakonu se program ne sme komercializirati, ker ne sme imeti oglasov, kar je tudi edino pravilno. Eden od očitkov Štritov-Čretnikove je, da naj bi mogla zapustiti svoje delovno mesto tudi zaradi finančnega manka, zaradi izgube na Arsu. Kako je s tem konkretno?
Ja, seveda, izguba, ki je nastala ob tromesečnju, je bila dovolj visoka, da sem jo glede na opozorila, ki so bila dana v preteklem letu, tudi sprošil postopek za njeno razrešitev. Odgovorni urednik nima samo programskih zadolžitev in funkcij, ampak ima tudi vse poslovodne, s financami vred, s plani in tako naprej. In kakšno je stanje sedaj? Kako? Sedaj po njenem odhodu, 3 mesece po zamenjavi. Ona je, kot sem slišal, trdi, da izguba še kar narašča. Seveda v primeru, da mi ne bi nekaterih ukrepov sprejeli, bi zaradi tega, ker je bila ta izguba, ki je nastala pod njenim vodenjem tako visoka, bi se poviševala, ampak tudi to bi zavestno sprejeli in smo se tu tudi dogovorili generalni direktor, predsednik programskega sveta in jaz, da ne glede na to, zato da programske vsebine na 3. radijskem programu ne bojo trpele, bomo pač šli tudi v neko planirano izgubo. Ja. Izguba se ni poviševala tudi zaradi tega, ker sem in še velik del denarja iz naslova vodstva, to je mene, ki sem zelo varčen človek, ki nisem nič zapravil na svoji postavki, ta denar preusmerjam v 3. radijski program. Ker sem prvič mnenja, da določene vsebine zaradi tega ne more trpeti, in drugič, ker sem mnenja, da je treba določenim ljudem na 3. programu omogočiti normalno delo, ker oni pač niso tisti, ki so krivi, da se je to zgodilo. Ona in v pismo in tlele v izjavi nekaj govori, ne samo namiguje, trdi, kako sem jaz, seveda na kakšen način sem jaz obračunaval tudi z vsemi ostalimi, kako jih pravzaprav sem tudi ostale urednike, pa sodelavce, pa tako naprej pomneževal. To je popolna neresnica. To je popolna neresnica. Edina stvar, ki se je zgodila na 3. radijskem programu, je to, da je ona mora zapustiti svoj položaj in da je iz podobnih razlogov seveda svojega dela na tem področju resne glasbe ne opravlja tudi glasbena urednica. Program pa teče, nič ni narobe, nič se ne dogaja s tem programom. Fajn bi pa bilo in verjetno se bo dogajalo pa še v prihodnosti kaj boljšega. Boste iskali kakšen nov kader, še koga zamenjali? Ne, zamenjave ni potrebno, zakaj bi koga še zamenjal. Mi smo en sklop naredili tudi organizacijske, organigramske spremembe na tem programu, da je seveda skladen z statutarno ureditvijo, to se pravi, da so 3 uredništva, to je uredništvo kulturnih oddaj, uredništvo resne glasbe in uredništvo igranega programa in vsi 3 imajo tudi urednike uredništva, kar prej ni bilo. Urednik uredništva na kulturi je že, na igranem programu je tudi, na področju resne glasbe pa strokovn dober kader še iščemo. Kakšne kadre pa iščete? Dobre strokovne kadre za to področje, z akademsko izobrazbo, z vrhunskim pregledom na področju resne in sodobne, klasične in sodobne glasbe, tudi džeza in tako naprej. To je zelo zahtevno področje, ki zahteva človeka, ki na ta radijski program v glasbenem delu ne prinaša nekih svojih okusov, želja in tako naprej, ker to je program, ki je namenjen zelo raznovrstni tudi glasbeni javnosti. Pa so razpisi že zunaj ali boste še pripravili? Za to področje ni potrebno načeloma nobenega razpisa, razpisi so v tej hiši potrebni samo za odgovorne urednike. Tako da smo zdaj na nek način v dogovarjanju, v širši strokovni javnosti z tega področja in nekaj pogovorjev že bilo, potem bomo pa skupaj sprejeli ustrezno odločitev. Ok, še epilog zgodbe Vilma Štritov-Čretnik, kakšen bi bil vaš epilog? Ona je, kakor sem slišal, bo svojo pravico iskala na sodišču. To je v civiliziranem deželi čisto normalna pot in bo sodišče pač povedalo svoje. Jaz kaj druga ne morem reči. Moram pa reči, da seveda za svojim ukrepom absolutno stojim.